V prostorih Maleševe galerije ob Glavnem trgu je potekala osrednja občinska slovesnost ob 20-letnici slovenskega plebiscita, na katerem smo se tudi Kamničani v veliki večini odločili za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Proslavo je ob pokroviteljstvu občine Kamnik organiziralo društvo Demos na Kamniškem. Na proslavi je najprej spregovoril Jože Brlec, nekdanji kamniški delegat v skupščini, ki je sprejela akt o neodvisnosti Slovenije. Imeli ste dan samostojnosti in dan enotnosti. In mislim, da prav ta druga beseda, dan enotnosti, še posebno zasluži svoj praznik. Kajti žal, ta enotnost je bila prisotna takrat, potem pa nikdar več, vsaj do danes ne. Vsi jo pogrešamo in upam, da se bo kdaj tudi vrnila. Se zmagala koalicija, predvolilna koalicija Demos. Že to je bilo nekaj nezaslišenega, da so se nekatere stranke drznile povezati v takratnem času v predvolilno koalicijo. To se pa ja ne dela, to se pa ne spodobi, tega nihče ne dela. Po eni strani je bila to kritika, po drugi strani pa je bil to strah, da bo vendarle ta koalicija nekaj naredila. No in ta strah se je na vso srečo tudi uresničil. Demosov plan, cilj, projekt je bil seveda osamosvojitev. In to je bil verjetno kar osnovni projekt, ki je združil vse takratne pomladanske stranke, kot rečemo, pa desne stranke ali pa karkoli. In ta cilj je bil izredno močen, je imel močen vpliv tudi na vse tiste, ki smo takrat na tak ali drugačen način sodelovali v tej skupščini Republike Slovenije. Moram reči, da ni bilo vse tako zelo lepo in vse tako enotno, saj na začetku bilo kar precej nasprotovanj na strani takratne opozicije. Skoraj grožnje so bile, pa kaj pa se greste, ta mejhna Slovenija, ta palček proti četrti najmočnejši armadi v Evropi. No, pa smo preslišali nekatere opozorila. In ko je opozicija opazila, da se ne damo zmotiti, so imeli dve opcije. Biti zraven ali pa ne biti zraven. In ne biti zraven bi pomenilo zelo slabo za vse, ne samo za opozicijo. In na vso srečo je bila takrat ta politična modrost na tako visokem nivoju, da so videli, da moramo biti skupaj, da moramo biti enotni. Tudi zakonodaja ni bila pripravljena za to, da bi ustanavljala novo državo. Tako da je bilo treba marsikaj narediti, marsikaj je bilo treba po domače rečeno poštukati, improvizirati in pripeljati na koncu zadevo toliko daleč, da je, kot rečemo radi po domače, pito vodo, da je vzdržalo vse tiste težke pomisleke, ki so se nam vedno metale naprej, tudi še potem. Pa vseeno, moram reči, da zanesljivo ne bi bil uspeh na tem plebiscitu tolikšen, če ne bi državljani začutili takrat našo enotnost. Ne glede na to, koliko odkrita, pa koliko je bila dejanska ta enotnost močna, navzven je bila čudovita. In to je seveda prepričalo naše ljudi, da morajo iti izraziti svojo željo, da morajo iti in povedati ja. Spregovoril pa je tudi predsednik tedanjega Demosa na Kamniškem. Jugoslavije ni več, sedaj je tu Slovenija. To so bile besede doktorja Jožeta Pučnika, ki so odmevale na dan, ko smo se enoglasno odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. Danes, 20 let po tem dogodku, se šele zavedamo, kaj smo tedaj velikega storili. Na plebiscitu smo postavili temelje naše samostojne države, od tedaj naprej poti nazaj ni bilo več. Našim izvoljenim predstavnikom smo dali jasno nalogo, ki so jo morali izpolniti v pol leta. Slovenke in Slovenci smo končno postali narod svojo državo in že prvi dan samostojnosti smo jo morali braniti z orožjem in plačali krvavi davek, da smo jo obranili. Med njimi tudi naš Kamničan Edvard Peperko je dal svoje mlado življenje za našo mlado novo državo.
Zato danes upravičeno praznujemo praznik samostojnosti in enotnosti. In prav enotnost ne samo nas državljanov, pač pa našega političnega vodstva je bila tista, ki nam je omogočila, da smo zmogli ta zmagoviti korak. Nekateri zgodovinarji, ki se ukvarjajo z našo novejšo zgodovino, so prepričani, da je bilo plebiscitno obdobje edino obdobje naše zgodovine, ko smo bili resnično enotni. Državljani in politično vodstvo. Kamničani smo lahko pravičeno ponosni, da so našo trnovo pot samostojnost zaznamovali tudi naši občani. Enega smo danes že lahko slišali. Na tem mestu pa želim omeniti dva, ki sta najbolj zaznamovala 20. stoletje in postavila Kamnik v središče dogodkov. Rudolf Meister in France Tomšič. In obstaja kar nekaj stičnih točk med obema velikanoma osamosvojitvenih prizadevanj. Oba je oblikovala ljubezen do domovine, bila sta se sposobna spopasti strahovi in imela pogum narediti odločne korake. Znala sta prisluhniti narodovi duši in imela sposobnost dojeti pravi trenutek za ključne poteze. Oba sta bila zgodna znamilca sprememb, zato tudi težko vodljiva, in oba tudi zato kasneje vsak na svoj način umaknjena iz središča dogajanja in umaknjena v svet svojih spominov. Minula so dolga leta, da ne rečem desetletja, da smo Slovenci in tudi Kamničani spoznali Meisterovo veličino in pomen dejanj, ki jih je položil na oltar zgodovine. Pri Tomšiču se ta proces šele začenja. Enkrat opozorim na našega Tomšiča, človeka vizije in poznavalca slovenske duše. V dneh, ko se je v parlamentu odločalo o plebiscitnem zakonu, je povedal sledeče, citiram: "Ne poznam nobenega naroda v Evropi, niti ne v svetu, da bi bili pomemben narod brez svoje države. To je razlog, zaradi katerega sem prepričan, da nas bo prišlo na plebiscit vsaj 90%, tako se absolutno ne bojim, da bi ta plebiscit ne bil sprejet vsaj za 80%. Tega se res ne bojim." In nadaljeval: "Odločitev za plebiscit je velik dan za mlado slovensko demokracijo, saj nam je uspelo veliko soglasje o tako pomembnem vprašanju. Nobenih pomislekov nimam. Plebiscit bo uspel, saj se vsi zavedamo, da druge alternative nimamo. Če se ne bomo odločili za samostojno državo, bomo lahko čez nekaj let postali manjšina v lastni državi." In njegova napoved se je uresničila. Postali smo velik narod s svojo lastno državo. Spoštovani, čas je, da se Kamničani zavemo veličine naših someščanov, da smo najne ponosni, da se z njimi predstavljamo in postavljamo pred svetom. Kot prvi majhen korak na tej poti predlagam, da Franceta Tomšiča v letu, ki prihaja, ko bomo slavili 20 let samostojne Slovenije, občinski svet občine Kamnik imenuje za častnega občana. Enotnost. Enotnost potrebujemo tudi danes. Je pogoj oblikovanja poti do skupnih ciljev. Na tej poti se nobena skupina državljanov ne sme počutiti izigrano, ampak mora biti upoštevana. Temu se mora prilagoditi politična kultura. Naš zgled in vodilo za prihodna ravnanja je lahko samo množična podpora osamosvojitvi in enotnost politične elite v času plebiscita, ki je in mora ostati vrednostno središče našega naroda. Spregovoril pa je tudi kamniški župan in častni pokrovitelj prireditve Marjan Šarec. Zdi se mi prav in zdelo se mi je prav, zato sem se tudi odločil, da prevzamem pokroviteljstvo na to proslavo, ker je to eden izmed dveh pomembnih praznikov samostojne Republike Slovenije. Če to primerjam s krščansko vero, to je tako kot Božič pa Velika noč. Eden je dan državnosti, eden je dan samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo praznovali 26. decembra.
Na današnji dan, kot je bilo že povedano, je bil takrat plebiscit. Sam se teh dogodkov seveda spominjam, kot takrat sem bil še otrok, vendar sem te dogodke spremljal. Spremljal sem tudi leta 1989 dogajanje po celotni vzhodni Evropi, ko so začeli padati režimi od Madžarske, potem pa se je končalo z Romunijo, vemo, da ne prav na lep način. In takrat je Slovenija, slovenska politika znala izkoristiti zgodovinski trenutek. Kajti bistveno je v življenju človeka, posameznika, v življenju države in v življenju širše skupnosti, kot je Evropska unija, da zna izkoristiti trenutek, ki mu je dan takrat in mu ne bo dan nikoli več. In takrat smo to znali. Takrat smo znali biti enotni, kot sta povedala oba moja predhodnika, in stopiti skupaj. Samo pol leta je trajalo od plebiscita, pa potem do razglasitve samostojnosti na Trgu Republike današnjem, ko so bile izrečene tiste zgodovinske besede, ki jih je izrekel tedanji predsednik: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Res je bil nov dan, bili so tudi novi dnevi, nova leta in 20 let mineva že od tega. Je prav, da tista druga beseda, ki je enotnost, da se je zavemo in tudi, če kdaj komu ni prav. Moti me spet ta praznik, ki spet deli. Nekateri tako, drugi drugače. Vsi se bodo morali zavedati, na levici in na desnici, da je Slovenija ena. Slovenijo imamo eno in če jo bomo ohranili, jo bomo imeli, drugače ne. Zato te delitve, ki so po vsaki državni proslavi, ki privrejo na dan pred vsakim praznovanjem, so zame brezpredmetne. Vsi moramo malce potrpeti, vsak mora stopiti malce nazaj. Potem bo rezultat, drugače ga ne bo. In zato sem tudi prevzel pokroviteljstvo na to proslavo, ker se mi zdi prav, da dobijo vsa državotvorna obeležja svoje mesto, tudi v občini Kamnik, pa naj živi naša občina in naša država še dolga leta. Hvala lepa. Za kulturni program pa so poskrbeli Toni Vtičar z recitacijo pesmi in kvartet Krt. Cheers of joy.